se pa lahko pohvalim, da sem mogoče spal v sobi, v kateri je spal tudi igralec Bradley Cooper, pa kjer je lastnik ful dober friend z Bonotom, pa prostor, kjer razstavlja tudi Picasso. Ja, tukaj ima res radi umetnine, tako kot jih ima rada tudi ena znamka avtomobilov, Lexus. In če za Lexuse velja, da so v osnovi eni najbolj tihih in uglajenih avtov nasploh, kaj potem lahko rečem za najnovejši RZ, ki ga poganja tiha elektrika? Ja, da je še bolj tih in uglajen. Vem, res to velja za večino električnih avtov, ampak Lexus zna to narediti še bolje in z RZ-em imaš včasih res občutek, kot da se zapreš pred svetom in drsiš mimo njega. To je njihov prvi model, ki je od začetka zasnovan kot baterijsko električno vozilo. Res je, veliko tehnologije si deli z BZ4X od mame Toyote, ampak je veliko posebnih stvari, ki delajo Lexuse toliko posebne. Pa ne samo tale nor volan. Pa ker vem, da vas to najbolj zanima. 2025 ga boste lahko naročili in šele takrat bomo izvedeli, koliko bo ta hec stal. Gre pa za krmiljenje preko žice, steer by wire, če ste že kje to slišali. Pomeni, da vse ukaze in občutke, reakcije tukaj prenašajo škrati elektroni. Nobene fizične povezave ni več med vašimi rokami in kolesi avta. V teoriji je veliko prednosti, recimo, da je odziv hitrejši in krmiljenje bolj natančno, ker se krmilno razmerje ves čas prilagaja. Super naj bi bilo tudi to, da bo manj nihanja volana na slabih cestah, ob močnem bočnem vetru ali pa da bo bolj suveren pri hitrih popravkih smeri. In še ena stvar, na katero sem seveda tudi sam takoj pomislil, če gre kaj narobe, ima še zasilno napajanje, ki se samo vključi, če izpade primarno, tako da ne bi ostali brez volana. Moj občutek, ja, najprej bizaren, potem pa zelo hiter pride v roke. Prehajanje med različnimi razmerji se nič ne čuti, deluje zelo zvezno, tudi to mi je všeč, da ni treba volana nič priprijemati, ker elektronka pač sama poskrbi, da se kolesu dovolj zavrti, ko je to potrebno. Največja prednost pa je itak to, da je pogled naprej neokrnjen in da je ful več prostora tule pred voznikom. Sploh je to fajn za tiste, ki večkrat težje sedete za volana, ne. Tudi če se vam to zdi v tem trenutku preveč, je jasno, da zna nekoč, ko bodo avti vozili sami ali pa pol sami, tole postati klasika. Bo pa seveda na voljo tudi takšen s čisto običajnim, klasičnim električnim servovolanom, ki ima klasično gonilo z obato letvijo, če je tisti preveč futurističen za vas. Kar pa še ne pomeni, da sam avto ni moderen, ker poglejte ga, izgleda napredno, uživo je še veliko bolj futurističen pa impozanten kot na posnetkih. Drugač pa to ni majhen stroj, 4,8 metra je dolg, kar ga uvršča po velikosti med Lexusa NX in RX, ampak je zaradi namenske električne platforme po občutku bolj prostoren od obeh. Pohvalili so se, da ima zelo togo karoserijo in kljub temu še vedno sprejemljivo maso, okoli 2100 kg tehta. Masa je pri avtih pomembna, to že vemo, ker so potem lažje vodljivi, bolj udobni, pa še manjša je poraba. No, to bomo še preverili na testu, zdaj lahko povem samo, da Lexus obljublja, da s polno baterijo prevoz od 395 do 440 km. Zakaj razlika? Zaradi velikosti platišč. Če namesto 20-palčnih izberete 18-palčna, ne bi prevozil do 40 km več. Ampak bo vseeno 80% voznikov izbrali 20-palčna, ker pač boljše izgleda avto. Sem mogel še malo tale volan vzeti. Baterija ima kapaciteto 71,4 kvure, neto pa 64 kvur. Bolj zanimivo je, da sicer garancija obljublja vsaj 70% prvotne kapacitete po 10 letih, ampak Lexus pravi, da bo ta skoraj gotovo 90%, ker imajo že toliko izkušenj z baterijami iz hibridov, ki jih nenazadnje proizvajajo že 20 let. Kako se pelje? Res umirjeno. Sicer se Lexus trudi vsakmu svojemu avtu dodati neki dinamičnosti, raven toliko, da se vozniku kdaj pa kdaj pokaže nasmešek. Sicer pa se mi zdi, da se veliko bolj poda umirjenim voznikom, ker bodo tukaj totalno uživali. Pogon, 4-kolesni po zaslugi 2 motorjev, itak. No, pogon deluje zelo zvezno, tudi takrat, ko pohodite pedal do konca, je miren, čist nadživčen, čeprav je moči v bistvu veliko. Motorja imate skupaj 150 plus 80, to je 230 kW, oziroma po domače 313 konjev, zato tudi pospeš z mesta do 100 v 5,7 sekunde. Ampak način, kako potegne do te hitrosti, je tist, zaradi katerega si ga želite imeti.
Še nekaj zanimivosti moram nujno omeniti. Ok, tole je huda fora. IR paneli za ogrevanje. 2 sta tukaj pri kolenih spredi. Moj ima 70, sovoznikov pa 170 vatov in načeloma je že samo to dovolj, da ti je v kabini toplo, ker celotno ogrevanje kabine pa porab 5000 vatov. In če hočeš šparati z energijo za večji doseg, je to pač ena od rešitev. No, pa strehe se zatemni tukaj le s telim gumbom, tako da ne rabiš roloja, bomo preizkusili polet, če res dovolj dobro ustav sonce. Pa ozvočenje Mark Levinson s 13 zvočniki. Res fina špila in pazi to, woofer so skrili v prtljažna vrata, da ne jemne prostora v prtljažniku. Bo treba fajn prviti tablice zadnji, da ne bo pol zunaj slišati. Avto bo tako lepo tih v osnovi. Ja. Vem, ja. Elektrika. Kaj ti nuca čist avto, če pa proizvajamo umazano elektriko? No, vsaj za tole predstavitev so sem v Provansu pripeljali takšno mini elektrarno na vodik, ki je pridobljen zeleno, tamle v bombah noter je. Dobar, ne moreš imeti tega doma, ampak kakšne polnilnice bodo pa v prihodnosti verjetno res takšne? No, ti se kar lepo filej.